Glasbeni poudarki današnjega dne. Nocoj ob 19. bo v Viteški dvorani Ljubljanskih Križank koncert v okviru mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi festivala Ljubljana. V prvem delu koncerta boste nastopili violinistka Zala Eva in pianistka Lara Oprešnik. Drugi del bo namenjen glasbi za marimbo in vibrafon, nastopil bo tolkalec David Canjazzo. Kot so zapisali, bodo glasbeniki na koncertu predstavili raznovrsten program, ki združuje solistična in komorna dela. Občinstvo čaka večer poln energije, občutka in glasbene predanosti. V dvorani Julija Beteta, Ljubljanske akademije za glasbo, bo ob 19.30 dogodek iz koncertnega cikla Solo e da Camera. Nastopila bosta pianistka Urška Grad in klavirski duo Deus Legends v zasedbi pianistk Hane Taškov in Marte Langus. V Celjskem domu v Celju lahko ob 19.30 obiščete drugi koncert, ki ga v sklopu koncertnega abonmaja Sosedje pripravlja Zavod Celeja Celje. Na njem se bo predstavil madžarski trobilni ansambel, ki je bil ustanovljen z željo, da si glasbeniki ob orkestrskih obveznostih ustvarijo svojo lastno zasedbo, v kateri prijateljstvo in skupna strast do glasbe ustvarjata posebno energijo. Člani ansambla so že zablesteli na mednarodnih tekmovanjih ter nastopili z uglednimi orkestri, kot so Berlinski filharmoniki, Nizozemski filharmonični orkester, Münchenski simfoniki ter radijski in operni orkestri v Stuttgartu, Frankfurtu in Mannheimu. Več umetniški vodja glasbene dejavnosti na Zavodu Celeja Celje, Nenad Firšt. Prihaja torej ansambel iz Madžarske, to je madžarski trobilni ansambel, ki ga sestavlja 10 trobilcev, ki so tako doma kot po različnih evropskih orkestrih zelo aktivni. In zato tudi prvo predstavitev v Sloveniji so izbrali pisan spored nekaterih, bi rekli, standardov za trobilni ansambel, kakor tudi priredb in izvirnih skladb madžarskih skladateljev. Madžarski trobilni ansambel bo izvedel skladbe Händla, Bacha, Šostakoviča, Bizeja, Bartoka, Lea Vajnarja, Brahmsa, Lista in Freddija Mercuryja. Nocoj ob 19.30 se bo v dvorani Ondine Otaklasinc v Slovenskem narodnem gledališču Maribor začel drugi koncert simfoničnega cikla. Simfonični orkester SNG Maribor bo vodil dirigent Dainer Tafur Dias iz Peruja, solistka bo izvrstna slovenska violinistka Lana Trotovšek. Podrobneje o tem pa Tjaša Krajnc. Simfonični orkester Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo na koncertu vodil mladi dirigent Dainer Tafur Dias, ki se je rodil leta 1998 v Peruju, glasbeno šolanje pa je nadaljeval v Nemčiji. Oktobra 2019 je začel študirati orkestrsko dirigiranje na Visoki šoli za glasbo v Stuttgartu. V Nemčiji, Belgiji in Španiji je prejel že vrsto nagrad. Tafur Dias dirigira številnim uglednim evropskim orkestrom, v sezoni 2024-2025 pa je postal novi asistent glavnega dirigenta berlinskih filharmonikov Kirila Petrenka. Simfonični orkester SNG Maribor bo na koncertu pod taktirko Dainerja Tafur Diasa najprej izvedel simfonično pesnitev Gozdovi pojejo, opus 27, slovenskega skladatelja 20. stoletja Blaža Arniča. Tridelno simfonično pesnitev Gozdovi pojejo je napisal leta 1945 po vrnitvi iz taborišča Dachau v domovino. Zasnoval jo je v svobodnejši, a trdni obliki s prepričljivim izrazom in elementi impresionizma. Drugo delo večera bo koncert za violino in orkester The Leeds, britanskega skladatelja, dirigenta in pianista Howarda Blakea iz leta 1993, ki ga je zasnoval kot ciklično delo v 3 kontrastnih stavkih.
Koncert, napisan po naročilu mesta Lic, bo z orkestrom predstavila vrhunska slovenska violinistka Lana Trotovšek, prejemnica nagrade Prešernovega sklada leta 2021, ki že vrsto let živi in uspešno dela v Londonu, koncertira po Evropi in širše po svetu, pogosto pa nastopa tudi v Sloveniji. Lana Trotovšek. Zaenkrat sem najbolj srečna tako, da živim kar v Londonu in v Ljubljani, ne. Rada ohranjam stik za Slovenijo, to je navsezadnje moj dom in se rada predstavljam občinstvu tukaj, ampak se mi nekako zdi, da to samo tukaj ne bi bilo dovolj, ne, ker je le oder premajhen za vse nas. London pa ponuja še toliko drugih možnosti. Simfonični orkester SNG Maribor se bo v drugem delu koncerta pod Tafordiasovo taktirko posvetil izvedbi simfonije številka 8 v F-duru opus 93 Ludvika van Beethovna. Skladatelj je 8. simfonijo po predhodnih skicah napisal poleti 1812 v samo 4 mesecih. V 4-stavčni simfoniji s kontrastnimi stavki pa je jasno izrazil veliko duhovitosti, optimističnega razpoloženja, živahnosti in igrivosti.